Ugotavljamo, da splošna populacija iz leta v leto manj ve o elektroenergetskem sistemu. To je pravzaprav razumljivo, kajti njegovo izjemno zanesljivo delovanje je povzročilo, da je postajalo napajanje z električno energijo pravzaprav ena zelo samoumevna zadeva. Ampak kljub temu nekdo mora poskrbeti, da stvari v ozadju delujejo zanesljivo in robustno. Elektroenergetski sistem je pravzaprav največji sistem oziroma stroj, ki ga je človek kadarkoli ustvaril. Gre za kompleksno zbirko izjemno velikih in zelo zapletenih naprav, ki morajo v vsakem trenutku delovati usklajeno. Prvič, delovati morajo 24 ur na dan, proizvajati morajo ogromne oziroma nepredstavljive količine električne energije in jo tudi prenašati na izjemno velike razdalje, kot tudi vidimo tole v primeru Evrope. In v zadnjem koraku vse mora delovati izjemno zanesljivo, kajti vsi si želimo imeti svetlobo in toploto vedno na razpolago, kadarkoli nam to tudi zapaše. O katerih napravah pravzaprav govorimo? Govorimo o klasičnih proizvodnih enotah, torej o hidroelektrarnah, termoelektrarnah, vetrnih elektrarnah. Gremo lahko tudi na novejše elektrarne, kot so fotovoltaične elektrarne. Potem imamo pa še množico drugih podpornih naprav, kot so energetski transformatorji, odklopniki, kompenzatorji, nadzemni, podzemni vodi. Skratka, gre za izjemno kompleksen sistem, ki mora v vsakem trenutku delovati zelo robustno in zanesljivo. Izziv se pa pojavi, ko se je treba odločiti, kako študente vse te stvari pravzaprav naučiti. Pristopa sta pravzaprav dva. Prvega lahko uporabimo visokonapetostne specializirane laboratorije, v katerih lahko študenti spoznavajo in analizirajo delovanje posameznih naprav, ki delujejo na visoki napetosti. Drugi pristop, in tisti najbolj klasičen, pa je uporaba simulacijskih orodij. In zdaj najbolj pogosto uporabljena simulacijska orodja pravzaprav naložimo na naše osebne računalnike in hitrost izračuna pojavov, ki jih pravzaprav te naprave računajo, so odvisno od tega, kako dobro opremo imamo. Se pravi, enosekundni dogodek lahko takšne naprave bodisi računajo v 1 milisekundi, če imamo pa kakšno starejšo opremo, pa mogoče celo 10 milisekund. Kvaliteta rezultatov je od tega neodvisna. Po drugi strani pa, če želimo uporabiti bolj sofisticirana orodja, pa lahko uporabimo takšen simulator, kot je ta, ki se imenuje digitalni simulator za izračune dinamičnih razmer v realnem času. Uporablja se ga pa zato, da enosekundni pojav dejansko izračuna v natanko 1 sekundi. Se pravi, mi lahko vzamemo dejansko opremo iz elektroenergetskega sistema, jo priključimo na takle simulator in oprema ne bo vedela, da ni priključena na realno omrežje, temveč na simulator. Skratka, njej bo popolnoma vseeno. Na ta način lahko to opremo stestiramo za 1001 obratovalno razmerje, v katerih se lahko v svojem obratovalnem stanju pravzaprav znajde. Zakaj pravzaprav vse to počnemo? Cilj je študentom dati dovolj znanja in izkušenj, da bodo lahko pri svojem služenju v službi dejansko dosegli, da bodo naši domovi, ne glede na razmere v naravi, ustrezno ogrevani in ustrezno osvetljeni.